Odkrivamo manj znane kotičke slovenskih občin, spoznavamo zanimive sogovornike, krajevno zgodovino, etnološko dediščino in naravne znamenitosti. Dobrodošli v oddaji Zlati ključi. Vsak teden v 3 oddajah iščemo namige in zlate ključe, na katerih so uganke za gledalce. 3 oddaje, 3 uganke, 3 besede, ki tvorijo nagradno geslo. Tega pošljete na našo Facebook stran in tako sodelujete v nagradni igri. Če ste pustolovci po duši in iščete idejo za izlet ali oddih, se nam pridružite pri odkrivanju Slovenije. Lepo pozdravljeni iz Benedikta, ene manjših slovenskih občin, ki pa ima morda celo več šarma kot kakšne velike. Včeraj sem si ogledala pol tisočletja staro cerkev, se spomnila na 2 pomembna možaka iz preteklosti, danes pa moram najprej poiskati ogroženo ptico in rastlino in menim, da bom oboje našla kar v Eko-muzeju. Pozdravljeni. Pozdravljena. Jaz sem danes prišla, da bi izvedela malo več o ogroženih pticah in rastlinah. Povabim te na en prijeten in sproščen pogovor. Zmenjeno. No, vi ste naravovarstvenik in član Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Povejte mi, kdaj ste začutili to strast do narave, rastlin, živali? Ja, to strast sem začutil približno leta 2000. Takrat sem se po 10 letih dela v tujini vrnil v domače kraje. Takrat sem pravzaprav začel ceniti to našo naravo in okolje, ker sem v tujini spoznal, da so tam že precej v imenu napredka in industrializacije degradirali naravo in okolje, pač veliko so že uničili. Takrat sem začel v bistvu malo bolj podrobno opazovati ptice, naravo, okolje in se tudi malo začel ukvarjati z naravovarstvom. In ceniti, kar imamo tukaj v Sloveniji, verjetno. Tle so ljudje res zadovoljni in se sem celo priseljujejo. Kako pa je mogoče z drugimi vrstami živih bitij? Je dobro poskrbljeno za živali in rastline? Ja, vedno, ko se ljudje začnejo nekje množičnejše naseljevati na kakem območju, to pomeni avtomatsko krčenje habitata za ptice in za rastline. Tako da se že pojavljajo pač tudi kakšni negativni vplivi. Posebej, da pa bi lahko rekli, da je poskrbljeno kaj za ptice ali pa rastline, to pa ni, v bistvu na terenu kot takem. Država je pač sprejela zakone, rastline in živali so zaščitene, zavarovane. Kot bi rekel, stanje na terenu pa se pač odvija kakor se. Sej v zadnjem času je menda povsem izginila ptica zlatovranka in verjetno smo tudi za njeno izumrtje krivi ljudje, žal. Ja, če lahko pokažem, recimo sliko zlatovranke. Kakšna barva. Ja, je res posebna, mogoče še samo vodomec je podoben po barvi. Ta ptica zlatovranka je bila včasih zelo značilna ptica v Slovenskih goricah. Smo pa ljudje nehote in nevede povzročili z svojim, kako bi rekel, širjenjem. Poseganjem. Tako vedno več nas je, širimo se, naseljujemo lepa območja, ker radi živimo tudi v naravi. S tem pa smo pač tej ptici odzeli tudi njen habitat. Ona gnezdi v duplih, recimo ob potočkih, v kakem jelšovem drevju noter, ali pa v glavnem v drevesih, ki imajo dupla. In to se zdaj tudi na veliko seka v vodotokih zaradi v imenu protipoplavne zaščite. Pa tudi intenzivno kmetijstvo, ki smo ga začeli v zadnjih 50-60 letih izvajati, je povzročilo pomanjkanje hrane za te ptice. Te ptice se namreč hranijo z velikimi žužki, z pozidnimi kuščaricami,
mogoče tudi celo manjšimi gledalci, tega pa je na travnikih sedaj vedno manj, ja, ker travniki so intenzivno košeni, ne, in ni več take pestrosti na travnikih. Trenutno pa vas najbolj skrbi za eno drugo ptico, kaj ne? Ja, če lahko spet fotografijo pokažem. Ta ptica, to pa je smrdokavra, po domače ji rečemo tudi deb ali pa mutec, zaradi njenega oglašanja, ne, če lahko malo posnemam. Mut, 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 ne, ali pa pup, 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 tako se oglaša, ne. Te pa so pač začeli praviti mutec ali pa deb, na Goričkem pravijo upkaš, ne. No, ja, in tudi ona je tako jak zlatovranka, pokazatelj stanja v naravi, ne. Ta ptica še sicer ni čisto izginila, ampak gre, kako bi rekel, gre počasi po poti izginotja, ne, tako jak zlatovranka. Edino, kaj še je njej v prid, da ona živi v malo drugačnem habitatu, je bolj naseljuje manjše, kako bi rekel, dupla v visokodebelnih sadovnjakih pri manjših kmetijah, kjer še imajo par krav v hlevu, tam so tudi še lastovke recimo, in da imajo hlevski gnoj, ne. In zato še ni tak, kako bi rekel, zato še ni tak, oziroma ni izginila, tako jak zlatovranka, ne, kot gnezdilka, ne. Ker pa se hrani samo z bramorji, se pravi 90% se hrani samo z bramorji, vse se vidi, ne, tudi petluna, pa je ogrožena fejst, ne, ker bramor je seveda znan kot vrtni škodljivec in se ga pač hočejo vsi znebiti, ne. Znebijo pa se ga tako, ne, da tudi z kakimi kemijami, ne. In če smrdokavra pač poje, ne, to ali pa nese to mladičom, tako jak na tej sliki, ne, če je on zastrupljen, potem zarod pogine, ne. No, ogrožene so pa tudi rastline in navadna kukavica je ena izmed takih. Ja, tako kak so krovna vrsta ptice in so pokazateljice stanja v naravi, tako so tudi pri rastlinah, bi lahko rekli, ena od krovnih vrst pa pokazateljic stanja v naravi kukavičevke, ne. Rečemo tudi divje orhideje ali pa, mislim, je pa jih dosti vrst, ne, tako da ena od teh je recimo navadna travniška kukavica, pa potem trizoba kukavica, vimenjak ali pa rjava gnezdovnica, tako dalje, ne. In seveda tudi te rastline so že začele kazati spremembo v naši kulturni krajini, ker te rastline ustrezajo samo na ekstenzivnih travnikih, to se pravi, to so travniki, ki se ne kosijo več kot 2 do 3 krat na leto, oziroma se ne kosijo pred 10. julijem prvič, ne. No, trenutno pa so v ekomuzeju, povejte mi, kakšen muzej je to? Ja, ekomuzej ni klasičen muzej kot taki, ekomuzej ni stavba, ne. Ekomuzej je območje celotne občine Benedikt. To pa pomeni, ekomuzej je zgodovina, ekomuzej so prebivalci, ekomuzej je narava, so živali, so spomini, ne. Vse to je v bistvu ekomuzej. Celoten skupek torej. Trenutno pa poteka v muzeju razstava Arheološke ceste. Ste si jo mogoče že ogledali, vam je všeč? Ja, ogledal sem si jo že večkrat, ne. In v bistvu razstava Arheološke ceste je en taki vodič tudi že po ekomuzeju občine Benedikt, ne. Je zelo zanimiva. Priporočam ogled vsakemu gostu, vsakemu prišleku v občino Benedikt. Imate morda zame še kak namig? Ja, imam en namig. Če te zanimajo arheološke najdbe, Suzana, potem ti predlagam en namig, ne. Namig je pa beseda čelada. Zdaj pa predlagam, da sama raziščeš, kaj ta beseda pomeni v občini Benedikt.
zmenjeno, mi bo pri tem kar pomagal stric Google. Jaz pa se vam zahvalim za vse informacije. Upam, da bomo v prihodnje res ravnali bolj dosledno in previdno in tako ohranili čim več živalskih in rastlinskih vrst in posledično tako pomagali našemu čudovitemu planetu. Hvala vam za vse. Ja, hvala tudi tebi, da si mi dovolila, da sem izrazil svoje mnenje. Ni problem. Ja, hvala lepa. Srečno. Pozdravljena, Suzana. Pozdravljeni. A tole iščeš? Točno to iščem. Kaj se usedeva in kar malo pogovoriva? Seveda, izvoli. Hvala. No, glede na to, da greste v službo na občino vsak dan mimo tega plakata, verjetno najdbe dodobra poznate, kaj ne? Drži. Zgodovinska dejstva oziroma najdbe pričajo o tem, da je današnje ozemlje občine Benedikt bilo privlačno za mnoge generacije pred nami. No in čeprav se na občini trudite predvsem za lepšo prihodnost občine, pa ne moremo mimo dejstva, da ima Benedikt zelo pestro in zanimivo zgodovino. Prav gotovo, zgodovina nas po eni strani vabi k raziskovanju, po drugi strani nas navdihuje, da raziščemo potankosti, kaj vse se je tukaj dogajalo pred mnogimi števili let. Kakšne ostanke iz preteklosti pa ste tle že vse našli? Ja, poglej, najstarejša najdba je vsekakor miocenski kit, staro okostje 15 milijonov let, potem različna orodja, posode, ki so jih uporabljale različne kulture, generacije, potem imamo rimska gomilna grobišča ter ena največjih najdb v Evropi, to so negovske čelade. Tukaj vidimo repliko. No, kolikor vem, čelade še danes burijo duhove strokovnjakov. Povejte mi, zakaj so tako posebne? Ja, čelade so bile odkrite oziroma izkopane na bližnjem travniku. Izkopal jih je Jurij Slaček 1811. leta. V bistvu se on verjetno ni zavedal, da je našel eno največjih odkritij Evrope. Segajo namreč v hallštatsko obdobje 450 let pred Kristusom. In največja, bom rekel, prednost teh čelad je prav napis, ki je bil na eni izmed čelad. Gre za najstarejši germanski napis. Še danes strokovnjaki si niso enotni, kaj bi ta napis naj pomenil. Razbrali so Harigasti Teiva, šlo naj bi za nekega vojaka, ki daruje čelade bogu Teivi. Te čelade raziskujejo res že dolgo, ampak pred 20 leti se je začelo tudi raziskovanje gomil. Kaj je pa tam tako posebnega? Tako, drži. Gomile, v bistvu jih najdemo na večjih gričih v okolici centra Benedikta. Gre za rimske gomile iz obdobja prvega Rima. So značilne gričevnate ter najbolje bi bilo, da te povabim, da si sama ogledaš te gomile v živo ter sama poiščeš njihov skrivnost. No, potem pa kar gremo na naslednjo lokacijo. Mene že zanima, kako izgledajo. Pa pojdimo. Gomile, ki so del obsežnega rimskodobnega gomilnega grobišča, katero se razprostira nad potokom Drvanja vse od benediškega pokopališča do Trstenika, predstavljajo pomemben sestavni del rimskodobne kulturne krajine. No, tukaj pa lahko vidimo, kako so delali grobnice. Jaz mislim, da me tukaj nekje čaka tudi moj zlati ključ, tako da najbolje, da kar malo raziščem okolico in ga najdem. Zlati ključ. Benedikt ponuja zgodovinske, arhitekturne in naravne znamenitosti. Nekdanje prebivalce tega območja lahko danes proučujemo po njihovih ostankih, zato so tako zanimive negovske čelade ali stara pokopališča. Tukaj gnezdi smrdokavra, ena izmed redkih in ogroženih ptic, ki si je prav na tem območju našla domovanje, imajo pa še različne vrste kukavic in pristno naravo. Kot drugod po Štajerski tudi tu najdemo bogastvo z mineralnimi in termalnimi vodami, ampak o tem več v jutrišnji oddaji.
Vas pa tokrat sprašujem, kako z eno besedo rečemo mineralni vodi iz naravnega vrelca. No, to pa je nekaj povsem drugačnega. Najbolje bo, da jutri obiščem najprej kar župana. On mi bo zagotovo znal povedati vse o termalni vrtini. Tokrat smo se vrnili malo v preteklost. Ogledali smo si različne najdbe, pa govorili o ogroženih vrstah ptic in rastlin. No, jutri pa se bomo posvetili predvsem sedanjosti. Temu, kar občina Benedikt ponuja turistom, pa tudi svojim stalnim prebivalcem, ki so z življenjem tu očitno več kot zadovoljni, saj se sem celo priseljujejo, kar je za tako male kraje prej redkost kot pravilo. Bodite z mano do jutri.